Denarja ni, a če ga ne bo, ga bo še manj. Pred mesecem rdeča, zdaj vendarle zelena luč za gradnjo drugega železniškega tira med Koprom in Divačo. Vendar ne za 1,4 milijarde evrov. Verjamem, da bomo to naredili za pol te cene. Predvsem pa je pomembno, da želimo to recenzijo izvedeti z popolnoma neodvisnim mednarodnim strokovnjakom, ki bo pregledal popolnoma vsako postavko, vsako številko in da na koncu bomo res za optimalno investicijo ta projekt tudi izpeljali. Številna gospodarstva v zelenih tržiščih, ki so odvisni od dnevnih prekomorskih dobav tovora, so bili zelo zaskrbljeni nad sprenevedanjem in nad nihanjem slovenske politike, ali drugi tir ja ali ne. We've been always promoting Koper as the main and natural gateway of southern European ports and inland depot, and this is why we want to continually grow via Koper, and this is why next year we will launch a new service with bigger vessels. Denar menda je, bo dovolj tudi politične volje, da se tir po 20 letih načrtovan vendarle spravi pod streho. Preteče ekološke nevarnosti za milskih gričev pa, kot kaže, vendarle ne bo. Z evropskega prednostnega seznama je zbrisana, na potezi je zdaj Italija. Bo pa nekje drugje v severnem Jadranu in na mizi so že nove rešitve. Vsi se moramo zavedati, da vsak nov objekt, ki naseli že preobremenjeno območje, kot je severni Jadran in zlasti Tržaški zaliv, pomeni določeno tveganje. Je pa za voljo same lokacije, ki je daleč od obale in v akvatoriju, ki ima veliko globino, veliko manj rizičen, kot bi bil fiksni terminal v bližini naseljenega območja. O lokaciji še nič uradnega, o tem, da bi jo Italija izbirala v sozvočju s Slovenijo, pa resen dvom. Kar je meni znano, ne obstaja ena norma o nekem soglasju na mednarodni ravni. Zadeva je v rokah vsake vlade, vsakega države in zato jaz mislim, da Slovenija ni s tem še zaprla tega vprašanja. Petinpetdeset let zapora in visoke odškodnine za 13 nekdanjih vodilnih v tržiški ledjedelnici, spoznani za krive smrti 85 zaposlenih zaradi azbesta. Avevamo queste continue tosse, no? E si pensava forse ha preso un giro d'aria, forse, ma invece dopo peggiorava e morivano così. Razsodba je zgodovinska. Ključno pa tudi to, da je moralo tožilstvo dokazati obdolžence, da so točno vedeli, kakšne so lahko posledice vdihavanja azbestnih delcev. Ni važno koliko, a kakšna je kazen. Pomembno je, da je pa črno na belem napisano, da je bil res to zločin proti delavcem. Dopo tanti anni finalmente abbiamo avuto quella goccia di giustizia, siamo riusciti a recuperare la dignità dei nostri lavoratori. Bo razsodba segla tudi čez mejo in vrnila dostojanstvo slovenskim azbestnim bolnikom? Niti izgubljenega zdravja ne, zaradi rakotvornega radona, na primer, ki so ga v nekaterih vrtcih na Idrijskem že spomladi namerili kar za 11-krat več od dopustne meje. Ogorčeni starši so za podatke izvedeli šele zdaj, na ukrepanje odgovornih pa še kar čakajo. Pri takih dozah, kot jih vi omenjate, jaz mislim, da otroci ne bi smeli ostati v teh prostorih. Meritve so bremarca, zelo težko razumeš molk organa oziroma ko je meritev narejena, takoj vidiš, a je zadeva presežena ali ne. Kar nam je bilo rečeno, je samo to, da naj čim več zračimo, se pravi predvsem zjutraj, da prezračimo od 5-10 minut do 15 minut prostore in potem drugih ukrepov mi ne poznamo. Škodi nam že zrak, ki ga dihamo, s prav tako rakotvornimi prašnimi delci, po katerih je Slovenija na 10. mestu v Evropski uniji, po ozono na 3. Problem teh onesnaževal, to se pravi delcev in ozona, je v tem, da se prenašajo po zraku, to se pravi na daljše razdalje, dobimo jih lahko tudi iz sosednjih držav. Imamo pa podatke o boleznih dihal, srca in ožilja. Te bolezni pa so v mestih, kjer je delcev veliko preseženo oziroma jih je več.
Neprecenljivo je, če si lahko na starost doma v svojem okolju in ko česa ne zmoreš, imaš na voljo pomoč programov, ki jih država podpira, a del storitve plača tudi starostnik. Meni veliko pomeni, ker ne morem hoditi, ne morem po stopnicah in oni mi nudijo varstvo, da ne padem. Starejši ljudje so rajši doma, tako da jim mi pridemo v pomoč, da stvari, katere ne morejo, nažal, nekateri so slepi, nekateri so invalidi, nekateri zares težko hodijo, pridemo mi in jim pomagamo, da svoje želje uresničijo. Rožnati oktober z zaskrbljujočimi podatki o 15% višji obolevnosti za rakom na dojki na Goriškem kot v ostali Sloveniji in šempetrsko bolnišnico, v kateri imajo bolnice vso zdravstveno podporo. Diagnoza ne pomeni konec. Evo, jaz zelo rada potujem, živim normalno, ravno tako, kot sem do zdaj. Mošnje pa ne izpustijo iz rok vodilni študentske organizacije Univerze na Primorskem. Tudi s pestmi branijo svoje privilegije pred študenti, ki bi radi prevetrili vrste že leta ustoličenih funkcionarjev organizacije. In ko roko dobronamerno ponudi še koprska občina, je plaz ugibanj že ušel. Jaz sem zelo vesel, da smo dobili tak suport in pač varnost je enostavno del nečesa, ki je trenutno potrebna in zato mi je zelo žal, ampak enostavno se ne počutimo preveč varni. Vse te stvari so po mojem mnenju poceni trik županovega svetovalca Jeretiča. Tolminsko kinogledališče bodo končno prenovili, a krajanov njegova bodoča podoba, ki bo spremenila tudi mestni trg, ne prepriča. S funkcionalno prenovo kinogledališča se strinjamo, samo ne strinjamo pa se s tem, da se spreminja njena zunanjost. Dejstvo je, da je kinodvorana javni objekt, da je v bistvu naša last, ni last občine, občina ga ima upravljanje in zato po vseh postopkih, tudi občinskih, bi nas pač občina pred načrtovanjem prenove morala kaj vprašati. Nepoznavanje terena, prenizko letenje, žice daljnovoda. Splet okoliščin, ki so vzele življenje mlademu pilotu iz Izole in fotografu iz Ljubljane. Je šlo izredno nizko nad Sočo in takrat sva opazila, da je z levim krilom prijel žice v daljnovoda. Ga je obrnilo čez boka, tako da je priletel praktično na nos letala. Ali pač z denarjem za več denarja. Promocija smučanja in našega največjega proizvajalca smuči na Bernardinu je požela aplavz. V ciljni ravnini ob morju in med zvezdniki belih strmin. Prav paše, da se je ta event naredil tukaj v Portorožu, direktno ob morju, je nekaj drugačnega in mislim, da je ljudem zelo všeč, vsaj meni je. Pozitivno vpliva tako na športno industrijo, kot na popularizacijo športa in več takih dogodkov v Sloveniji. Pravzaprav se mi zdi, da potem lahko računamo na boljše oziroma na kontinuiteto dobrih smučarskih rezultatov. Naj bi ga bilo le dovolj za dostojno življenje. Podatki, da je lani pod pragom tveganja revščine v Sloveniji živelo 13,5% ljudi, ter da gre kar za petino prebivalcev, če jim prištejemo še socialno izključene, bi pač morali strezniti tiste, ki imajo škarje in platno. V tednu, ko smo zabeležili Mednarodni dan boja proti revščini.